Dnevi od 3. decembra, ko je bilo v protestih v Mariboru pridržanih okoli 60 ljudi, so bili za naši sogovornici prava kalvarija. Tudi njuni občutki po izpustitvi večine pridržanih so mešani. To so bili najtežji dnevi mojega življenja. Najtežji. Iskreno povedano, najtežji. Jaz sem glavnem blazno srečna za Natana, da je doma. Hkrati bom pa rekla, da še vedno nisem pozabila na one, ko niso, ne. Kljub temu, da sta njuna sinova na prostosti, pa strah ostaja. Pravita, da nikoli ne vesta, kdaj bo policija zvonila na njihovih vratih, niti tega, kakšni postopki jo čakajo. Kaj se bo v bodoče dogajalo, pa ne vem. Se pravi, meni so mešani občutki, sem vesela, malo me strah, seveda še, kaj se bo odvijalo dalje v tej smeri, ampak jaz upam na vse najboljše, no. Neki papir sem tam dobila, ampak si z njim ne znam čisto nič pomagati. Bom počakala, da bom se lahko z odvetnikom dobila, pa da mi bo on sploh povedal, kaj to pomeni, kaj tam piše. Nataša Tkalec sicer poudarja, da bo tudi po izpustu njenega sina nadaljevala z opozarjanjem na nepravilnosti pri aretacijah, zaradi katerih so za zapahi pristali po njenem mnenju številni nedolžni. Vsak se je zavedal, da je lahko jutri noter, ne. Se pravi, lahko sem jaz, lahko ste vi, lahko je gospod, lahko je bilo kdo, ne. Sicer pa po naših podatkih v mariborskih zaporih ostaja priprtih še 9 protestnikov, aretiranih na 3. mariborski vstaji. Veselo in praznično je bilo v teh dneh tudi v Centru za transfuzijsko medicino Mariborskega univerzitetnega kliničnega centra. Tam so namreč imeli 3 krvodajalce, ki so kri darovali že 100-krat in so se vpisali na seznam kar 140 stokratnikov. Le redko se zgodi, da je na centru obdajanju krvi tako veselo. Krvodajalce stokratnike so namreč pospremili tudi muzikanti. Nekateri so si celo zapeli. Tudi, zakaj pa ne? Če delaš humano stvar, pa da lahko drugemu pomagaš, sigurno, da si vesel. Danes 100-tič ob tako veseli družbi. Tako. Zakaj pa ne, če je dobrodelno? Zelo uživam in tudi nikoli nisem bil skopuh pri temu. 138. stokratnik je danes postal Cvetko Gutman iz Jarenine, ki ga je vesela družba kolegov krvodajalcev iz Velenja zelo presenetila. Tako veselo verjetno še niste imeli, ko ste dajali kri. Ne, to pa res ne. Nepričakovano. Ker pa danes 100-tič, kaj je v bistvu bilo tisto glavno vodilo k temu, da ostajate zvest krvodajalec? Prvo je bilo, ko sem pri vojakih, te sem tako šel 2 dni prej domov in potem sem pa začel to redno. Še posebej zadovoljni so bili v mariborskem UKC-ju. Med 100-kratniki je bil namreč tudi darovalec zelo redko krvno skupino. Ko pogrešamo določene krvne skupine in čutimo pomanjkanje, takrat tudi kličemo, tokrat hvala Bogu klicati ni treba. Krvodajalcev je bilo namreč danes dovolj, leto pa zaključujejo s kar 140 stokratniki. Po slovenskih cerkvah 27. decembra blagoslavljajo vino. Sveti Janez, ki goduje na ta dan, je namreč eden izmed 8 zavetnikov žlahtne kapljice in vinogradnikov. V Dobrovniških goricah v Prekmurju še negujejo običaj, povezan s tem praznikom, da bo dobro in zdravju v korist teklo tudi v naslednjem letu, pravijo. Janošovo je za vinogradnike v Dobrovniku poseben praznik. Čeprav ga je sveti Martin naredil že dolgo nazaj, je vino prav dozorelo menda šele sedaj. Dobro bo. Ima morda sosed boljšega? Kakorkoli že, v Dobrovniku pravijo, da je vino pač zdravilo. Tako menda piše tudi v Svetem pismu. Znamo, da Janezu so dali zastrupljeno vino in on je dejansko tisto vino spil in njemi dejansko strup je praktično kot da je vino uničilo, ne. V Dobrovniku zato na Janezovo še danes prinesejo vino v cerkev, da bo zanj poleg vinogradnikov skrbela še Božja roka. Kmalu se je izkazalo, da ta lahko poskrbi tudi za dobro voljo. Ja, pa jaz ne vem, kdaj se jaz spominjam, mi smo vedno nesli, boste koštali malo. No, blagoslovljeno vino je vendarle treba vrniti v sode in to sta po stari navadi naredila tudi Bojan in Ištvan. In nastalo je Janževo vino ali Janževec, ki nima nič skupnega z istoimensko blagovno znamko. Kakorkoli pa če rečemo Janževo vino, to je blagoslovljeno vino 27. na dan svete Janeza apostola evangelista. Je pa tako blagoslovljeno menda boljše. Bogše, kako je bilo. Bogše. Da bi le takšno ostalo. Do pa recimo naslednje trgatve. Mariborska razvojna agencija je skupaj z lokalno akcijsko skupino Totilas in občinami Pesnica, Kungota, Šentilj, Duplek in Maribor zaključila projekt mikroturističnih destinacij podeželja.
Projekt je sofinancirala Evropska unija in za zdaj lahko rečemo, da je uspel. Princip je bil enostaven, v 5 občinah poiskati tiste ponudnike storitev, ki bi bili tako za domače kot za tuje goste dovolj zanimivi in jih povezati med sabo. Kajti, če vsak zase posebej sodeluje, je zgodba zase. Če pa naredimo iz tega zgodbo tega kraja, tega podeželja, potem lahko zadevo povežemo tudi s tem, da če po statistiki vemo, da Maribor obiščajo turisti, pa ne samo tuji, morda tudi recimo naši turisti in ostanejo tukaj največ 2 dni, zakaj ne bi obdržali še za kak dan dlje. Podeželju pa s tem projektom dajejo tudi nove poslovne priložnosti. Želimo podeželje približati mestnim ljudem, želimo jim pokazati, da na obrobju Maribora delujejo kmetije, na katerih je moč dobiti zdravo in kvalitetno sadje in pa izdelke iz njih. Tudi upravljavci projekta so bili nad ponudbo podeželja presenečeni. Je zelo težko poznati vsakega posamičnega ponudnika na tako velikem območju. Sploh, če sam nisi posebej nagnjen k temu, da bi res hodil po teh destinacijah. Je pa res, da je veliko potencijala na tem območju in je škoda, če tega ne bi izkoristili, če tega ne bi na tržišču ponudili in je v bistvu vsaka taka iniciativa dobrodošla. Na mikrodestinaciji Gaj nad Mariborom, ki smo si jo tudi sami ogledali, je 134 let stara turistična kmetija Koren pri Korošcu. Pri njih je infotočka, na kateri obiskovalci izvedo vse podrobnosti o ponudbi v 5 občinah. Ponudniki si torej niso konkurenca. Mislim, da mlajša generacija moramo delati več na združevanju, na promociji in vsi bomo imeli več od tega. Svojo vlogo bodo zdaj morali odigrati še turistično-informacijski centri, saj bodo samo tako informacije prišle na pravi naslov. Spletno igralništvo narašča, zato terja večjo zaščito odvisnikov od iger na srečo in mladih. Pri spletnih igrah na srečo so zaslužki veliki. Leta 2011 je slabih 7 milijonov Evropejcev stavilo na spletu, spletna igralniška podjetja pa so ustvarila za dobrih 9 milijard evrov prihodkov. Ocenjuje se, da se bodo prihodki do leta 2015 povečali na 13 milijard evrov. In an era of depressed, zero or minus growth, the explosion of online gambling services in Europe is a startling exception. Annual growth is nearly 15%. In 3 years, revenue is expected to reach 13 billion euros. All the more need, according to some MEPs, to protect young people and gambling addicts from its worst effects. Gambling needs to be regulated. I mean, nobody's proposing completely unregulated gambling. And considering, well, we have an internal market and gambling is a service, I can see the argument for trying to harmonize to a certain extent the rules on a European basis. Many find the glamorous side of gambling, the chips, the cocktails, the big money sophistication, intoxicating. The reality of online gambling, however, is somewhat different, and so the Commission has now advanced steps to address 3 key priorities: protecting young people and addicts, preventing money laundering and fraud, and curbing sports match-fixing. But because they're non-binding and at member states' discretion, some MEPs say they don't go far enough. The Commission should be coming up far more strongly with this. We should enhance the consumer protection that is in the core of our activities, and that is the first priority. And secondly, we should level the playing field for responsible actors on the market. For some gamblers, nothing can replace the thrill of the real event, watched and bet on in real time. But for many people, around 7 million in the EU in fact, gambling online is real, immediate and, above all, private. Powerful attractions in the digital era, but a place where things can go terribly wrong. Združuje jih tradicionalna židovska klezmer glasba vzhodnoevropskih judov. Mariborska zasedba Kontra kvartet deluje že več kot 7 let. Čutno, veselo in harmonično glasbo so v prazničnem času predstavili tudi v kulturno-glasbenem brlogu KGB. Klecmer v jidišu pomeni glasbeni instrument. Akustična skupina Kontra kvartet je ena izmed redkih zasedb v slovenskem prostoru, ki izvaja tradicionalno judovsko glasbo. Klecmer muzika je sila zanimiva. Zakaj? Ker je prepletena z svetovnimi glasbenimi motivi. To je židovska glasba, ki se je igrala na svadbah
z njo so tudi potovali in je vesela glasba. Kontrabasist Branko Smrtnik in kitarist Peter Marič sta ustanovila zasedbo, ki se je skozi čas spreminjala. Pred 2 letoma se jima je pridružila Vesna Čubal na violini, nekaj mesecev nazaj pa tudi Daliborka Ancel na harmoniki. Imamo note, glasbo, odkot izvira, ne? Ampak potem pa sami aranžiramo, sami predelamo, tako da vsako, ko ima nekaj za dodati, če je skupini všeč, je tudi noter, ne? Kontrakvartet zaradi tega, ker ko rečeš kvartet, misliš na neko klasično glasbo, bolj seriozno, zaradi tega je glih kontra, ne? Ker smo malo neobičajni, nekaj drugega smo, posebnega. Akademsko izobraženi glasbeniki so avgusta lani nastopili na največjem festivalu klecmer glasbe v Izraelu. V prihodnjem letu bodo izdali tudi svoj prvenec. Posebni odposlanec Združenih narodov in Arabske lige za Sirijo Lahdar Brahimi v Moskvi išče podporo za svoj načrt za Sirijo. Ta predvideva oblikovanje prehodne vlade, ta teden pa ga je že predstavil sirskemu predsedniku Bašarju al-Asadu. Brahimi je v četrtek v Damasku pozval k resničnim spremembam v Siriji in se zavzel za močno prehodno vlado, ki bi imela pred volitvami v državi polna pooblastila. Rusija pri tem za razliko od Zahoda vztraja, da mora v skupnem vodstvu, ki bi ga sestavljali tako predstavniki opozicije kot režima, sodelovati tudi al-Asad. Novi japonski premijer Shinzo Abe je 3 dni po začetku mandata danes obiskal jedrsko elektrarno v Fukušimi, ki sta jo marca lani uničila potres in cunami. Ob tem je poudaril, da so dela po najhujši jedrski nesreči v zgodovini Japonske izziv, kakršnega v zgodovini še ni bilo. Abejeva vlada ne podpira zastavljene politike prejšnje vlade, v skladu s katero bi Japonska do leta 2040 povsem opustila jedrsko energijo, ter je pripravljena zagnati jedrske reaktorje, za katere bi regulatorji presodili, da so varni. Indika, ki so jo sredi meseca okrutno posilili in pretepli na avtobusu v New Delhiju, je danes umrla v bolnišnici v Singapurju. Indijske oblasti se bojijo, da bo smrt 23-letnice v državi sprožila nove množične demonstracije proti nasilju nad ženskami in prebivalce pozivajo, naj bodo mirni. 23-letno študentko fizioterapije je na avtobusu v New Delhiju 16. decembra med vožnjo več kot 1 uro posiljevalo 6 pijanih moških. Njo in njenega 28-letnega prijatelja so tudi pretepli s kovinsko palico, nato pa so jo vrgli iz vozečega avtobusa. 6 so oblasti prijele. V kitajskem Harbinu potekajo še zadnje priprave na 29. tradicionalni festival ledu in snega, ki bo svoja vrata odprl 5. januarja. Na več kot 750.000 kvadratnih metrih bodo razstavili več kot 2000 ledenih in snežnih skulptur. Potekala pa bodo tudi mednarodne tekmovanja v izdelavi lednih in snežnih umetnin. Festival v Harbinu sodi med 4 največje tovrstne festivale na svetu. Nedelja bo večinoma jasna, po nekaterih nižinah bo del dneva megla ali nizka oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -1, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. V ponedeljek bo pretežno jasno, ponekod po nižinah se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost. V torek se bo v zahodni Sloveniji postopno pooblačilo, drugod bo še sončno, ponekod bo zapihal jugozahodni veter.